Socialni sporazum za prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač smo utemeljili na v bistvu osnovnem razmišljanju, da je za višjo kakovost življenja in socialne blaginje oboje je odvisno od tega, kako uspešni smo na gospodarskem področju. In zato smo pripravili predlog sporazuma, ki temelji tudi na razvojnem partnerstvu 3 generacije do leta 2025, v katerem izpostavljamo, da mora biti cilj Slovenije, da do leta 2025 krepko dvigne dodano vrednost za zaposlenega na 60.000 evrov, kar je tudi to pomeni dvig produktivnosti na tak znesek, da dvigne izvoz na 50 milijard evrov in da se povprečna plača, bruto plača dvigne na 2.000 evrov. In zato smo pripravili predlog sporazuma, ki ob tem spoštuje tako na eni strani pravico delavcev do poštenega plačila za njihovo delo in prispevek razvoja podjetij, kot na drugi strani tudi nujnost podjetij, da imajo sredstva za svoj lasten razvoj naprej. Predstavljen predlog, o katerem bomo tudi danes še govorili, velja za gospodarstvo, velja za gospodarske družbe, v katerih je zaposlenih preko 500.000 zaposlenih. Ocenjujemo pa, da bi se učinki tega dogovora seveda prelivali tudi na druge dele, tako gospodarstva kot negospodarstva. Poslan je bil predlog tako delodajalskim organizacijam kot sindikatom, poslan je bil tudi na ekonomsko-socialni svet, na katerem pričakujemo tudi korektno in zanimivo razpravo in pogovor o teh naših predlogih, kaj pa je v teh predlogih pa predlagam, da slišimo tudi naprej. V Gospodarski zbornici Slovenije je posebna delovna skupina že dalj časa pripravljala spremembo plačnega sistema oziroma modela letnega usklajevanja plač. V ta namen smo imeli že formalne in neformalne pogovore in stike tako z ostalimi delodajalskimi organizacijami kot sindikati. Analizirali smo rezultate preteklih let v Sloveniji, prav tako pa smo tudi analizirali plačne sisteme drugih nam primerljivih držav. Strinjali smo se, da je potrebno postaviti smele cilje na temo letnega usklajevanja plač. Tukaj naš predlog temelji na tem, da morajo plače rasti hitreje z rastjo življenjskih stroškov, hkrati pa na naprej predvidenih kazalnikih in virih teh kazalnikov. Ugotovili smo, da je slovenski plačni sistem zapleten, netransparenten, neprimerljiv s sistemi drugih držav, zato ga je nujno potrebno posodobiti. Na podlagi izsledkov primerjalnih analiz smo pripravili model, ki pomanjkljivosti našega plačnega sistema odpravlja. Pri pripravi plačnega modela smo si postavili osnovna izhodišča, to je, da pri prehodu masa plač se za delodajalca ne sme povečati, s tem smo ščitili interese delodajalca, hkrati pa, da nihče od zaposlenih po prehodu na nov plačni sistem ne sme prejeti nižje plače, kot je prejel pred prehodom. S tem smo zaščitili zaposlene oziroma gledali na interes zaposlenih. Pri ostalih izhodiščih prenove pa smo izpostavili predvsem pričakovanje sindikatov, da se minimalna plača izenači oziroma da postane nova najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda. Na drugi strani pa, da se vsi dodatki za delo tipični za določeno delovno mesto vključijo v osnovno plačo, razen dodatki za nočno, praznično in nedeljsko delo. Kot prednost novega plačnega sistema vidimo večjo transparentnost in primerljivost stroškov dela na trgu delovne sile, lažjo primerljivost plač s plačami v drugih državah, odpravo uravnilovke najnižjih tarifnih razredov, ki sega celo do 6. tarifnega razreda, večjo linearnost plač
v višjih tarifnih razredih, prelivanje plačne mase od starejših zaposlenih na nove zaposlene in s tem želimo tudi zmanjšati interes mladih, da si iščejo zaposlitev v tujini in večjo konkurenčnost starejših nezaposlenih na trgu delovne sile. Kot vodja pogajalske skupine si bom prizadeval za pridobitev čim večjega soglasja socialnih partnerjev. Po pridobitvi soglasja med delodajalci in sindikati pa bomo iskali podporo tudi na tretji strani, torej pri državi. Za uspešen prehod na nov plačni model bo potrebno določiti predvsem primerno dolgo prehodno obdobje. Hvala lepa za besedo. Jaz bi želel dejansko pokazati, kako smo prišli do ustreznih analitskih podlag za tako ambiciozna dva cilja. Torej, ta dva cilja sta prepletena, govorimo o produktivnosti, o rasti bruto plač. Eno brez drugega ne gre, po naši oceni je produktivnost tista, ki bo v bistvu sama nekako ustvarja tudi rast plač in ne obratno. Tako da tukaj le smo želeli pokazati na tej tabeli, v bistvu, kakšna je bila rast tako plače in produktivnosti dela v zadnjih 5 letih. Produktivnost dela je porasla nekoliko hitreje. Sicer, če bi gledali zgolj zadnjih 2 leti, torej leto 2017 in 2018, v tem obdobju je bila v bistvu rast povprečne bruto plače celo nekoliko višja od produktivnosti dela. Za naslednjo 7-letno obdobje ocenjujemo, da imamo ambicioznejše plane, ker so s tem povezani tudi določeni ukrepi, ki jih torej trenutno še ni implementiranih v našem sistemu. Torej govorimo o višji rasti bruto plače, nekje pri 3,2% letno. V tem primeru torej dosežemo cilj najmanj 2000 evrov bruto plače do leta 2025. In na drugi strani produktivnost dela ne bi porasla kar hitro, kot vidite, torej na 4,8% letno. To pomeni, da bi v bistvu ta razlika med dvema kategorijama znašala okoli 1,6 odstotne točke in ta razlika je tista, v bistvu, ki dejansko bo v bistvu vodila k vsaj podobno dobičkonosnemu gospodarstvu, kot je v Evropski uniji. Na tem grafikonu smo dejansko hoteli tudi pokazati, kako ambiciozen je cilj doseganja višje rasti produktivnosti, pri čemer moramo tudi hkrati navesti, da govorimo o nominalni produktivnosti, torej za naslednje 7-letno obdobje vseeno pričakujemo nekoliko višjo rast povprečnih cen. Zaradi tega menimo, da bo v bistvu realna produktivnost ustrezno nižja, oziroma jo bo možno nekako dosegati. V tem grafikonu smo dejansko hoteli pokazati po letih, kako bi po našem idealnem scenariju, kako bi potekalo torej gibanje bruto plač in pa v bistvu produktivnosti dela, kako bi se vsako leto nekako usklajevalo, tako da bi v bistvu v tem 7-letnem obdobju torej povprečna bruto plača porasla za 370 evrov bruto. Ena izmed pomembnih zadev, ki jo vidimo tudi pri doseganju tega cilja, je, torej, da dosegamo višjo rast povprečne plače od minimalne plače. Glavna težava trenutno v Sloveniji še vedno relativno velika uravnilovka, zelo malo podjetij še vedno nagrajuje, v bistvu ima premajhen proračun za variabilni del nagrajevanja in posledično to potem vpliva na nekoliko nižje rezultate v podjetjih. Tako da z doseganjem v bistvu višje povprečne rasti plače od minimalne menimo, da dosežemo kar pomemben del potem višje rasti produktivnosti. Seveda si pa tudi želimo dosegati cilj, da bi v bistvu število prejemnikov minimalne plače se z leti zmanjševalo in ne povečevalo. Tako da s tem tudi menimo, da bomo dosegli nižje, torej ugodnejše razmerje med povprečno in minimalno plačo, vsaj nekje na trenutno povprečje, kot velja v primerljivih državah. Kajti trenutno je samo še, mislim, da v Franciji ali pa so Francozi blizu nas pri tem razmerju med minimalno in povprečno plačo. Pomembno, kar želim poudariti tudi to, da smo pristaši, da se v bistvu plače rastejo tudi v javnem sektorju. Še zmeraj ocenjujemo, da je pomembno, da v zasebnem rastejo vsaj za 1 odstotno točko hitreje kot v javnem. Na podlagi tega, to je zelo pomembno, kajti na podlagi tega potem
je gospodarstvo tisto, torej, ki nekako trasira pot javnemu sektorju, javni sektor pa pač sledi temu z nekoliko zamikano. Pomemben ukrep pri doseganju torej višjega cilja produktivnosti je tudi v bistvu podaljšanje delovne aktivnosti starejših od 55 let, torej trenutno je ta stopnja v Sloveniji relativno nizka, znaša okoli 43%, pri čemer je na nivoju evropskih držav 57%. Tako da, če bomo dosegli ta cilj v 7 letih, je to relativno ambiciozen cilj, ki ga bomo dosegli z v bistvu dodatnimi programi za uvajanje prilagodljivih delovnih mest, tudi za v bistvu fleksibilnejšim delovnikom za starejše zaposlene, pa hkrati tudi z podaljševanjem delovne dobe. Tako da to so tisti trije ključni ukrepi, s katerimi dejansko želimo doseči dvig stopnje delovne aktivnosti. Zelo pomemben je tale ukrep, torej, da dejansko okrepimo vlaganje oziroma investicije v raziskave in razvoj v gospodarstvu. Kot vidite, so v bistvu vlaganja celo v zadnjih 2-3 letih se nekoliko znižala in to v bistvu je to napačen signal, torej znašajo manj kot 1% prodaje. Menimo, da bi se to moralo povečati vsaj na 1,2–1,3% letne prodaje, kar bi pomenilo okoli 8% letno rast izdatkov za raziskave in razvoj. In to je v bistvu eden izmed ključnih kazalnikov za gospodarstvo, dejansko potem lahko dosežejo poprečno višjo ceno izdelka, ki ga v bistvu prodajajo. Pomembno je tudi v bistvu, da povečamo vlaganje v poklicno izobraževanje in usposabljanje, torej nekje iz 180 milijonov evrov, kot je bil zadnji podatek za leto 2015, ki je na okoli 470 milijonov, kar bi pomenilo približno 3% celotnih stroškov dela v letu 2025. Seveda pa tudi sama rast povprečne bruto plače pomeni veliko, če ga seveda ne spremljajo morda tudi kakšni drugi dodatni ukrepi, ki jih lahko sprejme država. En izmed teh bi bilo tudi, da bi znižali stopnjo DDV-ja, torej nižjo stopnjo za približno 1% točko, tudi to bi dejansko dvignilo kupno moč vseh plač. Seveda tukaj navajamo tudi nekaj dodatnih ukrepov na področju plačnega sistema, ki bi dejansko privedli k višji produktivnosti. Dejansko bi spodbudili delodajalce tudi za stalno izobraževanje starejših zaposlenih, uvedli bi mentorske sheme, torej sodelovanje starejših zaposlenih z mlajšimi, potem uvedli bi dejansko razvojno kapico na socialne prispevke in tudi spodbudili bi prekvalifikacijo zaposlenih. Če nekako na kratko povzamem, torej to so nekje 3 ključni elementi dviga produktivnosti, več vlaganj v raziskave in razvoj, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih in pa seveda razširitev kadrovskega bazena, sploh v segmentu starejših zaposlenih. Z moje strani bi to bilo vse. Hvala.